v eni dobri knjigi Exuberant Animal od Franka Forenčiča zelo dobro opisuje koncept šimpanza pa koncept bonobota. Bonobo je bolj ego, ne, je bolj tekmovalen, egocentričen, napadalen, agresiven, te bo hotel premagati, se bo imel za več kot tebe, ne, bolj ta mentaliteta, ne, bolj tekmovalna. Pa imaš pa bonobota, ki je pa bolj igriv, radoveden, raziskuje, pleše, je bolj igrivo bitje, ne. In v nas prebivata oba, tako šimpanz kot bonobo, ne, skozi knjigo se mi je to velikokrat prebujalo. In mi imamo izbiro, ali bomo zbrali šimpanza ali bomo zbrali bonobota, ko bomo na nekoga vplivali. Zdaj, če sem jaz treniral skozi kot šimpanz, kako bom jaz imam v telesu integriranega šimpanza in ko bom jaz z nekom se pogovarjal, se bom vedno pogovarjal iz strukture šimpanza in pa bom besen, prestrašen, skozi bom mislil, da me nekdo ogroža, da ga moram premagati, ne. Če pa jaz razvijem gibalno strukturo, da se učim gibati kot bonobo, da sem igriv, mehek, diham skozi nos, iščem sproščeno aerobno gibanje, se z nekom s palco, z žogcem igram in uživam v tem, sem mehek, lahkoten, ja pa bom pa v telesu utelešal skozi prakso tudi stanje bonobota. In pol bo nek kontekst, kjer bo bolj primerno, da uporabim bonobota in ga bom imel možnost uporabiti, da bolj mehko skomuniciram, bolj sočutno, empatično, milo, nežno. In tako bom v tem kontekstu določenem, recimo kot je ta, recimo današnji, je veliko bolj primeren, da bo oba se boljš počutila v tem odnosu, pa bova šla pol naprej še bolj povezana na koncu, ne. Če pa jaz te opcije sploh nimam, ne, in delujem kot šimpanz, ja, pa imam samo to opcijo in ne bo druge,